Andrej, Patricija, videla bosta med drugimi poskrbela, da se bodo maščobe še kako topile tekmovalcem življenja na tehtnici, kaj ne? Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj. Ja, mi da sem bila zbrana kot trener in moja pomočnica, tako da sem zelo počaščen, da imava to vlogo, da sva lahko tudi skupaj v tem, ker sva že v privat življenju zelo povezana glede fitnessa in ja, mislim, da bo sicer težek izziv, ampak glede na pretekle izkušnje pa to mislim, da ne bi smel biti prevelik problem. Motivira dovolj tekmovalcev, da bojo se držali teh zastavljenih ciljev, ne? Kako stroga boste, Patricija? Kako stroga boste? Jaz znam biti kar stroga, ne? Saj imam doma 9-letno hčerko, tako da že tam malo vadim, ampak ja, bolj strog bo ziher Andreja, ne? Ja, definitivno mogoče malo več izkušenj, mislim, precej več izkušenj imam glede tega, ampak si bo pa kar porazdelila delo, tako da bo, ne smejo pa preveč stroga, ker ne želiva, da se ne tekmovalci bojijo ali pa da sva zastrašujoča in moramo razviti nek tak prijateljsko-poslovni odnos, da bo ravno prava mera vsega, ampak mislim, da ima oba. Pa da bojo imeli pozitivno izkušnjo, ne? Tako. Kaj recimo pričakujete od tekmovalcev, recimo, ki niso navajeni, ki ne bodo navajeni takšnega tempa, ne? Tudi kar se tiče prehrane, vaj in vsega? Ja, definitivno bo tukaj za njih zelo velik šok in verjamem, da bo tudi se težko prilagoditi na začetku vsemu temu majhnemu vnosu kalorij, veliki porabi kalorij in pa že to, da si zaprt v hišo z 14 ostalimi tekmovalci, katerih ne poznaš, brez povezave z zunanjim svetom, mislim, da bo to zelo velik izziv za njih in zame še za zdaj si zmagovalci in heroji, ampak na koncu bojo pa še toliko lažji zmagovalci in heroji. Veliko se bojo mogli prilagajati, ne? To je čist nekaj novega. Ampak na koncu bodo pa tekle solze sreče. Ja, seveda. Tako, prvo solze znoja, potoki znoja, na koncu pa solze sreče. Verjetno tudi kakšno razočaranje tistih, ki bodo izpadli najprej, ampak verjamem, da jih bova dovolj motivirala, da bodo lahko tudi sami nadaljevali svojo pot doma, sočasno s šovom in da bo skušali predati čim več znanja in informacij, da bojo vedeli, zakaj se gre in kako se lotiti stvari doma. Ja, in tudi pol nadaljevati v takšnem duhu, ne? Tako. Mislim, da bo to najbolj rdeča nit vsega tega, da se izobrazi tudi ljudi doma pred televizijskimi spremniki, na kaj se more pripraviti, na kaj more biti pozorni in tako naprej, tako da upam, da bo dobila priložnost čim več informacij predati tudi gledalcem. Nives, Klavdija, nahajamo se v prostoru, kjer bo preteklo veliko znoja. Kaj lahko tukaj pričakujejo tekmovalci? Kako strogi bosta? Tukaj bo v bistvu potekalo največ treningov, tukaj bodo naši tekmovalci v bistvu preživeli verjetno skoraj največ časa in večkrat tedensko oziroma celo večkrat dnevno skupaj z nami trenerji trenirali. Zdaj, kaj lahko pričakujejo? Ja, od naju definitivno ogromno spodbude, mučenja, prijetnega, motivacije in dali bova čim več od sebe, kar lahko, da bodo Želimo si v začetni fazi v bistvu doseči nek tak timski duh in sodelovanje, ker najprej se v začetni fazi spopadamo ekipno. Mi bomo eno skupino prevzeli, Andrej in Patricija v bistvu prevzameta drugo skupino in mislim, da bo kar tudi malo enega tekmovalnega vzdušja. Ja, malo bo, ne? Ampak ne morem pozabiti tega mučenja. A to vsi tisti, ki pridejo prvič rečejo, da je to mučenje in potem je že prijetno? To je bilo mišljeno prijetno, a ne? Seveda jih bomo mogli zmatrati, pripraviti do tega, da bojo Mislim, pri premikanju mej, pri izgubi telesne teže je vedno prisoten nek v bistvu napor. Napor odrekanja, napor tudi redne vadbe, fizične aktivnosti, ki vsekakor za nekoga, ki se ni gibal do sedaj, ki ima v bistvu nekaj prekomerne telesne teže, predstavlja dosti večji izziv kot na primer za nas. Napor in to več napora. Meni se zdi, da se preveč bojimo napora. Meni se zdi, da je kvaliteta oziroma neka prednost napora to, da prvič napredujemo, drugič nas uči oziroma nas poznava z nekimi novimi dimenzijami in zmožnostmi našega telesa. Teda jaz mislim, da bojo tekmovalci presenečeni in da bojo znali tudi pozitivno na ta napor pogledati. Tako, in da bojo tudi zmučeni na koncu, ja. To je v bistvu tak prostor, kot da bi šel k zobozdravniku, vsi se ga bojimo, ampak je nujen, ne? Ampak je nujen, ja, v tem primeru je nujen, ja. In bova vidva že naredila, da bo tudi prijeten. Tako da bodo na koncu bili nasmehi v očeh in drugače, ne? Ja, jaz mislim, da na koncu bojo vsi stehtani in srečni in zadovoljni. Grigor, kakšna bo vaša vloga v šovu življenja na tehtnici? Moja vloga bo
to, da bom poskrbel, da bo ta transformacija, ki jo bodo tekmovalci doživeli, čim bolj celostna, postopna, pa da bo trajala. To se pravi, da bodo spoznali sebe, se sprejeli in s tem, ko se oni sprejmejo, bodo naredili eno transformacijo, ki bo pač trajala. In da ne bo jojo efekta, ne? Tako. Kaj je vzrok tega jojo efekta? Zakaj se pojavi? Vzrok tega jojo efekta je to, da imamo pač zavestno transformacijo, pa nezavestno transformacijo. Primer nezavestne transformacije je, ok, novo leto je, gremo novoletne zaobljube, nabavimo vse preparate, nabavimo, ne vem, fitness karto in gremo delati. To transformacijo poganja motivacija, ki je kratkotrajna. Mi pa rabimo konsistenco. Mi pa moramo določiti en cilj, eno epsko zgodbo, ki nas čaka v prihodnosti in to je naše sidro. Zaradi tega pa to delamo. Takrat, ko nam je težko, z majhnimi koraki, z majhnimi cilji pridemo do te spremembe. Kaj pričakujete od udeležencev? Pričakujem, da bodo motivirani, pa vztrajni, predvsem vztrajni, ne? Ker dostikrat je tako, ni važen, a si ti najboljši, važen je, koliko energije daš not, pa važen je, da vztrajaš.